se slišimo. Lep pozdrav vsem uporabnikom Roga, vsem, ki nas spremljate preko frekvence Rogovileža in vsem, ki nas spremljate trenutno preko valov Radia Študent na 89,3 MHz. Pravkar bomo pričeli s pripovedovanjem pravljic, zato vas vse lepo vabim, da se nam pridružite v tovarni Rog na dvorišču desno, kjer se bo danes vrstilo kar nekaj špikarjev, natančneje 4 špikarji Radia Študent, ki bodo pripovedovali pravljice, kot gre tudi tradicija Radia Študent. No, tudi sama vam bom povedala eno pravljico, in sicer o žabjem kralju. In verjamem, da si marsikdo misli, kdo bi lahko bil žabji kralj v mestu Ljubljana, vsaj po dogodkih zadnjih 6 let. Ampak danes bo žabji kralj nekdo drug. Namreč resnična zgodba, ki sta jo brata Grimm zapisala, naj bi šla nekako takole. In sicer živela je zelo, zelo lepa deklica. Takšna, da je sonce njene lepote, takšne lepote sonce sploh še ni videlo. In ko se je šla igrat, nekega dne k tolmunu zraven gradu, ji je noter v tolmun padla, pazite ta buržujski moment, zlata krogla. In ker seveda ni mogla deklica sama po zlato kroglo, ker bi utonila, takrat še niso znali plavati, je videla, da ji nič drugega ne preostane, kot da se enostavno zjoka. Na drugi strani tolmuna pa je bil strašen gozd. In tako je bila ujeta med gozdom na eni strani, med lepoto krogle na dnu tolmuna in med domačim gradom nekaj 100 metrov za sabo. Nakar se iz tolmuna prikrade in pribrbota nagravžna krastača. In deklica prosi krastačo, prosim te, grdi žabon, prinesi mi kroglo iz dna tolmuna. No, deklica, zakaj takega mi moraš pa tudi ti uresničiti eno željo? Vse ti naredim, je rekla deklica. No, potem pa, če ti rešim tole kroglo, potem boš postala moj prijatelj. In deklica mu to res obljubi. Kraljična pa v trenutku, ko ji je žabec prinesel žogo iz dna tolmuna, pograbi žogo in odteče proti gradu. Žabec pa za njo cepetal in seveda jo je po nekaj metrih izgubil. In ko je kraljična prišla domov, cela vesela, je bil ravno čas za kosilo, in njen oče, kralj te dežele, ji reče, prisedi, jedli bomo. In pojejo prvo predjed, in pojejo drugo predjed, in tretjo in četrto, kot je to včasih šlo, nakar naenkrat nekaj potrka. Kraljična mlada, odpri na vrata. Kraljična se zdrzne in noče odpreti vrat. In potem še enkrat potrka. Kraljična mlada, odpri na vrata. Kaj si pozabila, kaj si pri mrzlem študencu obljubila? In oče kralju pozove, pojdi kraljična, pojdi. Pojdi in odpri temu, ki te kliče. In kraljična res gre do vrat, odpre vrata in na drugi strani vrat jo čaka nagravžna žaba od prejšnjega dne. In seveda kraljična ni hotela odpreti vrat žabonu, zato je vrata hitro zaprla in zbežala nazaj do mize. Ker pa je bil oče moder kralj in pravičen gospod, se je odločil, da kraljično pošle nazaj in jo povpraša, kaj se je res zgodilo. In kraljična mu žalostnega srca pove, da je v resnici obljubila žabonu, da bo postal njen iskren prijatelj, če bo le ji rešil zlato žogo z dna tolmuna. Zato jo oče pošle nazaj in jo prisili, da žabona odpelje do mize. In ko je pograbila žabona, ga je prinesla do mize, nanj pa ga ni hotela dati. Na mizo namreč. In oče ji reče, kar si obljubila, to boš storila.
Zato je prijela žabo in jo dala zraven svojega krožnika. Medtem ko je žaba pila iz njenega zlatega krožnika in z njenimi srebrnimi žlicami, je postalo kraljični slabo. Vedela je, kaj obljubila in vedela je, da mora poslušati svojega očeta. Ampak ni hotela, da nagravžna žaba pije iz njenega krožnička. Pa vendar, ni obljubila samo tega, kajti žaba jo je prosila po končanem obedu, če lahko pride z njo v sobo. Tako je, malce pokvarjena žaba je bila. Ampak kralj reče, če si obljubila, potem boš to storila. In kraljični je bilo že vsega dovolj. Prijela je žabo takole z 2 prstoma, komaj, vse se je gnusilo. Parkrat je žaba skoraj dopadla po stopnicah gor do sobe. Potem pa pride končno v sobo in reče, no to je dovolj za očeta, ne bom nič drugega več naredila. In zgrabi žabo in jo z vso silo trešči ob steno, da se žaba razlima ob steni in počasi spolzi dol. Ko pa je žaba prišla do konca, do tal, ko je prilezla čisto do tal, se je spremenila v čudovitega princa. In ker je bilo očitno pomanjkanje moških v tej deželi, se je tudi oče kralj odločil, da bo svojo hčerko poročil kar neznano žabo. In tako so feštali še 3 dni in 3 noči, brata Grimm sta pa potem počasi mogla domov, zato ne vemo, kako se je v resnici razpletlo. Hvala, to bi bilo vse z moje strani.